Spoštovani, najprej bi rad povedal, da sem vesel, da se vas je toliko zbralo, ne samo političnih sopotnikov, ampak tudi strokovnjakov in tudi medijev, ki so zaznali pomembnost te seje in pa verjetno tudi trenutek časa oziroma to, da se začne tudi o politični alternativi v Sloveniji razmišljati. Zahvala tudi vsem mojim dragim kolegom v strokovnem svetu za izobraževanje, mladino in šport, ki so tako pridno zadnje mesece in tedne skupaj z mano pripravljali ta program, ki tukaj vidite samo neke osrednje točke, drugače pa program seveda bistveno širši in kompleksnejši. Rad bi poudaril, da Slovenija resnično nima veliko razvojnih resursov. Prej je minister za kmetijstvo v Senci, gospod Hrovat, govoril o lesu, ki bi lahko bil en taki pomemben razvojni dejavnik. Morda imamo še vodo, ampak praktično se pri tem tudi konča. Imamo pa socialni kapital, praktično edino socialni kapital nam ostane kot neki trajen, pomemben vir za prihodnost slovenskega naroda in slovenske države. Zato moramo biti še posebej senzibilni, ko upravljamo s tem kapitalom. In ko govorimo o novih delovnih mestih, pa o gospodarski rasti, se praktično zgodba začne v šolski učilnici. Tukaj, če narobe izobražujemo ali pa izobražujemo mimo potreb gospodarstva in družbe, so potem posledice takšne, kakršne imamo danes. Te se ne kažejo samo v slabih gospodarskih rezultatih, ampak celo v svojevrstnem eksodusu slovenskega naroda, ki smo priča danes. Mladi hodijo iskat delo v tujino, namesto da bi ostali doma. Veliko časa smo tudi prikrivali dejansko brezposelnost med mladimi z študentskim delom ali pa fiktivnimi vpisi v šolski sistem, zlasti na univerzo. Vendar je slej ko prej pride trenutek resnice in ta je danes tukaj. Z raznimi shemami zaposlovanja seveda lahko začasno rešimo ali pa pogasimo požar, dolgoročno pa se lahko trg dela uredi samo z dobrim šolskim sistemom, ki torej mora biti odprt za potrebe družbe in pa tudi gospodarstva. In to je ena od ključnih sporočil našega strokovnega sveta pri upravljanju z šolskim sistemom v prihodnje. Želimo ga napraviti ali pa reformirati v tej smeri, da bo veliko bolj učinkovit, torej kakovosten, da ne bo imela samo družba seveda koristi od tega, ampak seveda tudi vsak posameznik. Posameznika je potrebno opremiti z določenimi kompetencami, ki bo seveda lahko uporabljal v družbi, v gospodarstvu in pa seveda tudi v svoj prid za svoje dobro življenje. Predvsem nam manjka podjetniškega duha v celotni šolski vertikali, z vzgojo te kompetence je potrebno začeti že praktično v osnovni šoli. In danes so mladi dostikrat v položaju, ko čakajo ali pa nekateri bolj aktivni iščejo službo, tisti najboljši z podjetniško usposobljenostjo pa seveda delovna mesta tudi ustvarijo. Vendar vse skupaj vendarle poteka v nekih sistemskih okoliščinah in dobra, konsistentna politika vlade lahko napravi te okoliščine, ki bodo vplivali na boljši trg dela, večjo gospodarsko rast, zaposljivost mladih. Jaz bi zaključil s tem, da v prihodnosti, ko se bo recimo šolski sistem moral bolj odpirati, zato tudi kanimo na srednješolski ravni uvesti ponovno dualni sistem in tudi mnoge druge evropske države so pred tem imperativom. Mnoge države v Evropi imajo podobno neučinkovit šolski sistem, kot ga imamo mi. Torej, se izobražuje mimo potreb gospodarstva, ta hip imamo 5 milijonov mladih brez službe v Evropi, pa skoraj 3 milijone delovnih mest, ki jih ne moremo zaposliti svojim kadrom. To pomeni, da šolski sistem vendarle izobražuje mimo potreb gospodarstva, trga dela in družbe nasploh. Skratka, nujno je potrebno odpreti univerze,
nujno potrebno uvesti dualni sistem, vzpostaviti podjetniški duh, kompetenco že v nižjih ravneh izobraževanja. Predvsem pa bomo pazili pri nadaljnjih ukrepih, pri nadaljnji reformi šolskega sistema na to, da tisti, ki so imeli doslej ključni vpliv pri reformah, to mislim zlasti na sindikat, Štrukljev sindikat, prihodnje tega ne bodo imeli. Hvala.